Živjo, korona junaki! Živjo! Tole je vaš prvi spletni infodrom, ki bo trajal pojma nimamo kako dolgo, bo pa tu za vas vsak dan po pouku ob točno 13:05, razen kadar bomo zamujale. Danes že. No in v prvem spletnem infodromu smo za vas pripravile odgovore na vprašanja, kaj je to epidemija. To bom razložila jaz. Epidemija. Neža odgovarja na vprašanje Snapchata, zakaj spet pouk nadaljavo, ko pa šole niso žarišče novega koronavirusa. Q&A. In pa s pomočjo vaših odzivov prek Snapchata in Instagrama in pa Filipa Bomo kaj, Mateja? preverili, kako je potekal prvi dan šolanja nadaljavo. Akcija. Gremo. Živjo! Začnimo z epidemijo. Danes od polnoči naprej je za 30 dni razglašena epidemija. Kaj to pomeni? Dajmo najprej razložiti epidemija, izraz. Epidemija je nenaden izbruh in hitro širjenje neke nalezljive bolezni. Nalezljiva bolezen, koronavirus, COVID-19. Ponovimo, kaj je COVID-19. Poglejte si video, ki smo ga pripravili v sklopu Izodroma. Kaj pa, če epidemijo razglasi vlada? V primerih, kot je soočenje s covidom, je dobro imeti načrt. In v primeru, ko je vlada razglasila epidemijo, se aktivira državni načrt. Kaj zdaj to pomeni? No, ta načrt je načrt zaščite in načrtovanja ob pojavu nalezljive bolezni. Ta določa, da Nacionalni inštitut za javno zdravje predlaga ukrepe, potem usklajuje jih Ministrstvo za zdravje in vlada, posebna pooblastila pa dobijo tudi župani. Župani bodo imeli pomoč, da lahko ukrepajo, sami ukrepajo, če se bodo razmere v njihovi občini slabšale. In še nekaj, v reševanje se vključi civilna zaščita. No, skozi teden upam, da vam razložimo tudi, kaj je to civilna zaščita. Kaj razglašena epidemija pomeni za nas? Veljajo vsi ukrepi od petka in sobote, ko so vstopili v veljavo. Poglejte si na našem videu iz petkovega infodroma. Je pa nekaj novosti, pozor! Prehajanje iz oranžne regije v rdečo ni več mogoče. Torej, če ste iz Kopra, več ne morete potovati v Ljubljano, recimo. Potem v oranžni regiji so prav tako prepovedane vse prireditve, verski obredi, poroke, druženje pa je omejeno le na 6 ljudi. Še nekaj, kar zadeva vse nas, po noči med 21. in 6. uro bo prepovedano gibanje zunaj. Torej, to začne veljati od polnoči. Jutri ob 21:00 se ne smete več gibati zunaj. Seveda je nekaj izjem, recimo tisti, ki morajo v službo, bodo to lahko storili. Zdaj pa še kar se tiče počitnic, krompirjevih počitnic. V petek smo vam še povedali, da če ste rezervirali hotel v kakšni drugi regiji, boste lahko potovali na te počitnice. Zdaj pa to ne velja več. Torej, če ste rezervirali hotel v Kranjski Gori, vi pa ste Dolenjske, žal, prehod regije več ne bo mogoč. Lana, Danaja, Patricija in vsi ostali, ki ste spraševali, zakaj se morate šolati od doma, če šole niso žarišče okužb, napnite ušesa, tukaj je odgovor. Prav imate, šole praviloma niso žarišče okužb. Med 200 000 osnovnošolci vas je bilo v četrtek, ko je bilo razglašeno, da se boste tisti od 6. do 9. razreda šolali doma, okuženih oziroma oboleli 168. In tisti, ki ste pri matematiki že jemali odstotke oziroma procentne račune, boste hitro izračunali, da je to manj kot 1% vseh osnovnošolcev. Ampak, ker je vedno tukaj še en ampak, zboleli so tudi vaši učitelji, kuharice in ostalo osebje, ki dela v šoli. Ampak, ker je vedno tukaj še en ampak. Ministrica za izobraževanje, doktorica Simona Kustec, je poudarila, da se število okuženih in obolelih v šoli povečuje. In to dejansko drži. Če pogledate tukaj čez mojo ramo proti enemu grafu, 10. oktobra recimo je bilo okuženih 168 otrok starih od 5 do 14 let. Že to soboto 17. oktobra pa je bilo okuženih kar
393 otrok v tej starostni skupini. Zelo hitro raste. Rečemo, da število okuženih narašča eksponentno. Vsi tisti, ki bi radi vedeli, kaj to pomeni še bolj natančno, kliknite semle gor na tale video in potem ti bo vse jasno. Še ena stvar, zelo veliko okuženih je tudi v osnovni šoli v Sodražici in okuženih jih je toliko, da so zaprli kar celo osnovno šolo in se vsi šolajo od doma. Ampak, ker je vedno tukaj še en ampak, brez panike, vse bo v redu, tudi ta korona kriza bo minila, umivajte si roke, razkužujte se, bodite varni, nosite masko. In to je to, in pa bo vse v redu. Danes dopoldne ste se nam javljali prek Snapchata in Instagrama, poročali ste o tem, kako vam gre šolanje na daljavo. Naprimer, Jean Rozi pravi, zelo težko, ne dela dobro in uspeva mi. Potem Jure pravi, ne vem, če bom zdržal, Dini kot v redu, samo spletnice štekajo. Naja pravi, da ji gre super, Rok, da je zjutraj malo štekala povezava. Nejc pravi, da e-učilnica ne dela, Anja, da Arnes učilnice ne delajo. Ksaja pravi, groza, sploh ne pridem v spletno učilnico. Tjaša pa, spletne učilnice ne delajo, nekateri učitelji sploh še nimajo narejene učilnice, nekateri pa nimajo navodil. O težavah prvega dne ponovnega šolanja na daljavo pa nam poroča tudi naš zunanji sodelavec Filip. Go, Filip! Živijo, moje ime je Filip in hodim v 9. razred na osnovno šolo Domžale. Načeloma smo zjutraj imeli neke težave z spletnimi učilnicami Alme, zato ker se nismo uspeli povezati z učiteljico zaradi preobremenitve strežnikov. Delam za šolo od 8:20 do 12:40 in se kasneje odpravim na trening. Edini problem, ki ga jaz vidim v tem novem sistemu šolanja na daljavo, je ta, da dobivamo vsak dan naloge posebej, ne pa za cel teden skupaj. Načeloma je bilo boljše, da smo dobivali za cel teden vse skupaj, ker si naredil sam svojo razporeditev in si naredil vse, kar je bilo treba takrat, kadar je te pasal. To šolanje daljavo v tej drugi karanteni mislim, da bo delovalo malo boljše kot v prvi. Vseeno na prvo nismo bili enako pripravljeni kot na drugo. Upam, da bomo na koncu leta vsi uspešno zaključili 9. razred in da se lahko odpravimo vsi na željene srednje šole brez kakršnih koli težav. Se vidimo jutri spet. Ob enih! Spletni infodrom! Čau!